Pred dobrim tednom dni je občinski svetnik magister Matej Tonin podal občini Kamnik pobudo, da bi sofinancirala del cene mestnega potniškega prometa za študente in dijake iz Kamnika. Tej pobudi se je v teh dneh pridružila tudi kamniška LDS. Danes pa so na kolegiju župana sklenili kar nekaj konkretnih dogovorov v zvezi s tem. Pri svetniški skupini LDS smo ocenili, da mora občina Kamnik kot odgovorna občina v primeru, da ne pride do dogovora na državnem nivoju, poskrbeti za svoje študente in dijake in pač v proračunskih sredstvih najti ustrezna sredstva, ki bodo pokrila subvencijo urbane. Kako pa na zadevo gledajo na občini? Na začetku naj povem, da bo občina Kamnik sofinancirala mestni potniški promet v Ljubljani za vse kamniške dijake in pa študente. Zakaj pa točka ni uvrščena, je pa čisto tehnične narave razlog. Iščemo možnost, kako prerazporediti sredstva na posebno proračunsko postavko, iz katere se bo sofinancirala, se pravi dijaška in pa študentska vozovnica ljubljanskega potniškega prometa. Če pa nam to ne bo uspelo, pa bo na septembrski seji predlagali dnevno točko, znotraj katere bomo to tudi s sklepom uredili. Bi pa na koncu še enkrat rad poudaril, da pogajanja med državo in pa mestno občino Ljubljana še potekajo in jaz verjamem, da se bo država spamatovala in prevzela nase, se pravi sofinanciranje mestnega potniškega prometa za vse dijake in študente, tudi ljubljanske. Prvi idejni pobudnik subvencioniranja mestnega potniškega prometa v Ljubljani kamniškim študentom in dijakom magister Matej Tonin pa je o današnji odločitvi oziroma dogovoru povedal. Kot sem izvedel na današnjem kolegiju župana, so se moji pobudi pridružili tudi v svetniški skupini LDS. Seznanili so nas, da je dijakov in študentov, ki jih zadeva ta stvar iz Kamenka, približno 260 in ta strošek bi za občino Kamnik predstavljal okrog 4500 evrov na mesec. Pojasnili so, da ukolikor bo možno narediti razporeditve znotraj proračuna, potem se bojo te stvari uredile znotraj občinske uprave, ukolikor pa teh sredstev ne bo možno zagotoviti s prerazporeditvami, bomo pa na tej zadnji septembrski seji občinskega sveta sprejeli rebalans proračuna in zagotovili ta sredstva. Bistvena stvar predvsem pa je, da se bo ta stvar speljala in da bo imeli študenti in dijaki subvencioniran prevoz in da se za njih končna cena ne bo spremenila. In kako dogovor ocenjujejo v LDS Kamnik? Z današnjo razlago oziroma pojasnilom smo seveda zadovoljni, ker nam je bistveno seveda odgovor ta, da bo občina sofinancirala oziroma bo financirala te vozovnice v primeru, kot rečeno, da ne pride do dogovora in mislim, da je to pač ustrezen odgovor kamniške občine na to, bomo rekli, precej neljubo situacijo.